Kakšno bo življenje leta 2050? V prihodnjih desetletjih bodo na življenje ljudi najmočneje vplivale demografske, tehnološke, infrastrukturne in okoljske spremembe, napoveduje nemški futurolog dr. Ulrich Eberl. Kaj nas torej čaka? V ospredju bodo okoljske, bio in genetske tehnologije. Na prelomu stoletja bo na svetu 40% več ljudi kot zdaj, 3-krat več bo starejših nad 65 let. Temu se bosta morala prilagoditi sodobna tehnologija in medicina. Povpraševanje po električni energiji se bo povečalo za 80%, plin bo nadomestila elektrika. Prevladovala bodo električna vozila, naši vsakdanji spremljevalci bodo postali roboti, internet bo navzoč v vseh porah našega vsakdana. Multinacionalka Siemens v raziskave in razvoj na leto vloži prek 4 milijarde evrov. V tej dejavnosti, kjer deluje tudi doktor fizike Ulrich Eberl, pa je zaposlenih kar 29.000 ljudi. Vizijo prihodnosti smo prvič v živo slišali tudi pri nas na slavnostni podelitvi nagrade Werner von Siemens, nagrade za energetsko učinkovitost v industriji. Udeležence smo vprašali, kaj menijo o scenariju prihodnosti. Kako se bodo razvijale tehnologije, verjetno tudi skladno s tem, kakšen bo družbeni razvoj. Tudi glede recimo mobilnosti pričakujemo, da se bo v prihodnje moralo marsikaj drastično spremeniti. Ne bomo več lastniki vozil, ampak večjemu uporabniki. Razvijali se bodo zagotovo neke nove storitve in to je tisto, kar bo seveda nadgradilo vse te čisto tehnološke ideje, ki jih pričakujemo v prihodnosti. Najbolj pomembno je v tem, da razmišljamo ne z 2 leti naprej, ampak da razmišljamo, kot so se danes izrazili, 36 let naprej, ampak da stvari, ki jih razvijamo zdaj, so tiste, ki jih bomo uporabljali ravno takrat. Je pa res, da brez truda, investicij v tehnologije nam ne kaže dobro, ampak mislim, da smo tudi tam, da imamo dobro zapisano prihodnost. Kdo so torej zmagovalci razpisa nagrade Werner von Siemens? Nagrado so prejeli predstavniki družbe Papirnice Vevče. Med finalisti so bili tudi Novomeška Krka, družba Lek in Raci, Gorenje Projekt in Melamin, javne službe Ptuj in sistemi InS ter družba Velika Planina in Elkon. Zakaj je torej prav, da poznamo dobre prakse z področja tehnološke odličnosti? Poglejte, se brez tega skoraj ne gre. Treba se je primerjati, treba se je učiti od drugih, treba je ne ponavljati napake, ampak nadgrajevati dobre rešitve, se povezovati. Svet današnji je tako majhen in Papirnica Vevče, ki deluje globalno na vseh koncih sveta, mora iti ta tempo, če ne ujame korak s konkurenčnostjo in konkurenco. No, Slovenija seveda svojo prihodnost mora bazirati na svoji industriji, ker to je edino zdravo jedro, zlasti po tej krizi, ki smo jo preboleli. Seveda izkušnje, ki smo jih danes slišali, so koristne za celo industrijo, ker želimo tudi v prihodnje s čim manj vloženega doseči čim več. In to seveda v to smer gre tudi svetovni trendi. Tako da mislim, da smo kar na dobri poti. Kaj pa o inovativnosti in energetski učinkovitosti v slovenskih podjetjih menijo tujci? I think Slovenian companies are really very innovative. I've seen that today at the prize giving, but also last year, and many companies which I've visited are really outstanding. I think it's a big advantage that a lot of is invested in research and development, and that's where we will cooperate in the future. Well, we have seen a lot of examples today how energy efficient the companies here are and how much innovation they really put into this very important aspect. And in total, I think Slovenia can be very proud on very innovative companies. In še zanimivost. 6 finalnih projektov na natečaju za nagrado Werner von Siemens na leto skupaj prihrani 1,3 milijona kWh električne energije, več kot 1,5 milijona kubičnih metrov plina, izpuste ogljikovega dioksida pa so z njimi zmanjšali za 15.000 ton na leto. Prihranki so bili ustvarjeni s pomočjo Siemensove tehnološke opreme.